Hvaležno pozdravljeni, spoštovani gledalci in gledalke. Znova bom začela s tem. Hrana naj bo naše zdravilo in naše zdravilo naj bo hrana. Ampak še pred tem pa naj povem, da sem pred kratkim gledala dokumentarec o rastlinah in o tem, kako zelo inteligentne so, kako med sabo komunicirajo, in navdušile so me predvsem gobe. Gobe, na kakšen način one pravzaprav zaradi njih cel gozd, vsa drevesa med sabo komunicirajo, na kakšen način se to vse skupaj gre, in sem bila čisto navdušena. Zato pa me je ta informacija spodbudila k raziskovanju nasploh o gobah. In ustavila sem se v Sibiriji, seveda, kjer poznajo sibirsko čago. In o tem bomo pravzaprav danes govorili. Lepo pozdravljeni in dobrodošli v naši družbi, gospa Arko Korčevar. Kaj vse zmorejo gobe? Za sam začetek. Gobe nam lahko pomagajo, da se sami pozdravimo. In sicer vi ste omenili sibirsko čago. Sibirska čaga je seveda dobila ime iz jezika nekega sibirskega ljudstva, zato se tudi imenuje čaga. In pod čago poznamo mi to parazitsko gobo, ki izpodjeda brezovo drevo do odmrtja. V Sibiriji poznajo okoli 1500 gob. Od tega je 250 vrst gob zdravilnih in med temi zdravilnimi gobami velja čaga za najzdravilnejši organizem, kar so jih spoznali v Sibiriji. Sodobnejše raziskave, največ jih je bilo narejenih po letu 2000, pa so potrdile, da velja čaga oziroma vodni ekstrakt čage sibirske za daleč najmočnejši antioksidativni organizem. Ampak sama čaga, recimo, ta zadeva ni kakor jurček, ampak je dejansko na drevesu kot parazit, kot zajedalec, kot lahko vidite tudi tukaj na fotografiji. In čago se pravzaprav najde povsod, kaj ne da? Zakaj je pa v Sibiriji tista glihta narta boljša, po domači povedano? Čaga, kot rečeno, ima sibirsko ime. To je pravzaprav ime za gobo. Čaga pomeni goba oziroma drevesna goba. In ona ima obliko tumorja, izgleda kot en kos premoga, rečeva, na brezovem drevesu. Tale parazitna goba seveda najeda tudi druga drevesa, ampak mi smo se omejili na brezo, zaradi tega, ker je samo ta goba resnično zdravilna, kajti breza velja za izjemno zdravilno drevo in vsebuje mnoge sestavine, ki so same po sebi zelo zdravilne. In čaga ima to lastnost, da brezo dobesedno izčrpa do odmrtja. A ni to zanimiv cikel življenja? Ja. Brezo izkoristi do tega, da umre, medtem ko s svojimi sestavinami pa potem dalje zdravi. Cikel, cel cikel. To je ta cikel in z ozirom na to, da ona resnično deluje kot ena krasta na tem drevesu, ona zraste lahko tudi do 10 do 20 kil, odvisno od tega, kakšno je drevo, koliko let raste, in bolj dlje časa raste, bolj je zdravilna. Ona je trda kot kamen. Iz čage ne morejo delati olja, ne morejo delati nekih pripravkov oljnih, tako kot nekateri pišejo in govorijo, ampak čaga se tudi naj ne bi uporabljala surova, kajti zdravilne gobe oziroma same gobe morajo biti predelane. One morajo biti predelane v vroči vodi z ekstrakcijo, z dolgotrajnim prekuhavanjem, zaradi tega, da se izlužijo vse te vodotopne snovi. Nekatere snovi so celo topne samo v alkoholu. In ko so potem te membrane, katere ščitijo zdravilne sestavine, uničene, raztopljene, takrat šele dajo tele vodni ekstrakti to zdravilno učinkovino, kot jo lahko naše telo pričakuje. Se pravi, če kje na prodajnih policah srečamo olje sibirske čage, potem... Olja ni. To ne? Ne. Olja sibirske čage definitivno ni. To, kar se reče za olje sibirske čage, so neka druga olja, katerim je dodan vodni ekstrakt, in to se potem ponuja tako. Sicer je pa vodni ekstrakt, kot rečeno, narejen z prekuhavanjem po tradicionalnem postopku, se pravi,
kuhljajo mnoge ure, zaradi tega, da se vse te zdravilne sestavine izlužijo in potem se to uživa z, recimo, razredčeno z vodo. Tole ste s sabo prinesli, ne? Ste rekli, pridem pa bova čago, ne? To Štajerci, ne? Hitro to povežemo s čim drugim. Jaz bi vas prosila, če nama lahko nalijete, lahko probava to stvar. Se pravi, to je že zdaj malo to je pripravek. Pripravek. Tako. To ste zdaj dobili dozo približno za cel dan? 2 dni. Za 2 dni? Ja. Madonna. Kaj moram vedeti, preden spijem? Ker jaz vam bom povedala, jaz nisem odvisna od okusov. Meni, če je nekaj za zdravje, nima veze, kak okus ima, ampak mi je pa fajn, da se pripravim na njega. Poskusite, pa boste samo ocenili. Brez priprave, prav. Ja. Zanimivo, kot mogoče en malo razrečen sirup. Ali pa nesladkana kava mogoče? Ja, ne pijem kave. Ja, dejansko, še zgleda tako. Lahko pokažem. Ja, ni slabo. 3 žlice pripravka, se pravi razredčenega vodnega ekstrakta, so dovolj za en dan. Za en dan. Ne, dejansko sploh ni slabo, sicer pa se to ljudje ne pijejo zaradi tega, ker jim je fajn, ampak zaradi tega, ker ima učinek na telo. A si lahko sibirsko čago doma sam postaviš eno brezo in pol upaš, da bo gor sibirska čaga začela jesti? To ne, poglejte, v Sibiriji so posebni pogoji, se pravi, je sestava tav, je mešanje vetrov, poleg tega so ekstremne temperature. Čaga namreč zori in raste pri 40 minus do plus 35 pri 45. vzporedniku, kolikor dosegajo tem ekstremne temperature in zaradi tega, ker ima čaga ekstremno okolje, v katerem ona zori, ima potem tudi seveda ekstremno zdravilne sestavine. Znanstveniki so potrdili in ugotovili, da vsebuje čaga najmanj 215 fitospojin, seveda vsebuje sledi mineralov, kot so železo, baker, mangan, cink, magnezij, selen, potem vsebuje te fitonutriente, tako imenovane cele skupine B vitamina, D vitamina, K vitamin, potem vsebuje polisaharide, med njimi velja za najpomembnejšega beta-glukan, recimo za katerega so potrdili, da uravnava oziroma pomaga pri uravnavanju sladkornih viškov. Potem je tukaj naprimer betulinska kislina, za katero so potrdili v Amsterdamu na univerzi, da deluje na celice tumorjev. Potem so tukaj polifenoli, ki so izjemno močni antioksidanti, na kar sledi recimo melanin. To je ena ekstremno pomembna sestavina v čagi. Melanin daje čagi črno barvo. In zaradi melanina, naprimer, mi sprejemamo svetlobo, energijo, toploto. Zaradi melanina imamo ljudje recimo tudi reproduktivno funkcijo in melanin v čagi, ta posebni gobji melanin, ima ekstremno zdravilno učinkovanje, tako recimo popravlja poškodovane DNK, obnavlja celice in pa preprečuje poškodbe organizma pred radiacijo. In to je darilo narave. Tako. To je darilo narave. A veste, kaj me tukaj bega oziroma kaj se potem take sprašujem? Tukaj krasna stvar, ki raste oziroma jo ustvarja narave in je produkt narave, mi pa še kar sintetičnim zdravilim okrog strašimo, pa hodimo po bele recepte in potem zapravljamo denar za to, da vase dajemo sintetična zdravila, ki na koncev pobijajo in zaradi njih umrejo kar oran konkretno ljudi, ker greš gledati stranske učinke. In potem zdraviš stranske učinke unga in stranske učinke drugega. Narava. Vse narava vse ima, mi smo tudi del narave. No, poglejte, zanimivo je dejstvo, da čaga je recimo poznana kot rečeno, v teh severnih predeljih in v vzhodni Aziji. In zadnjič sem zasledila
en članek, da so prvi zapisi o čagi že 3500 let pred našim štetjem na Kitajskem. In recimo v Sibiriji so sicer že dolga stoletja uporabljajo čago. Prvi zapisi v Rusiji izhajajo iz 12. stoletja, iz ruskih kronik, kjer potrjujejo, da je nek princ ozdravil naprimer raka na ustnicah z uživanjem tega te prekuhane gobe. In dejstvo pa je, da v Sibiriji so predeli, kjer uživajo čago redno. Recimo čaj, ki ga kuhljajo toliko in toliko časa in dejansko tam ne poznajo nekako kroničnih obolenj, kot jih poznamo v tem belem, ponorelem svetu. In tudi recimo Solženicin, znameniti pisatelj ruski, ki je napisal 1968 svojo znamenito knjigo Rakov oddelek, on je tam na nekaterih straneh opisal, da je taval po tajgi, potem ko je bil odpuščen iz Gulaga in iskal to gobo, da je potem prekuhaval in užival, ker je bil zelo bolan. In ko je on dobil Nobelovo nagrado, je praktično čaga obnorela Ameriko ravno zaradi teh dejstev, ki jih je on opisal naprimer v tej knjigi. Sicer je čaga, kot rečeno, v 70-ih letih začela nekako počasi stopicati v Ameriko. V Evropi je sedaj šele v zadnjih letih postaja poznana, je pa bila v Rusiji, torej ekstrakt čage je bil pa v nekdanji Sovjetski zvezi 40 let ruska državna skrivnost. A res? Prav državna skrivnost? Zanimivo. Oni so delali že pred drugo svetovno vojno, so naredili eno masovno študijo na 500.000 osebah, kjer so analizirali adaptogene, se pravi znane zdravilne rastline, lišaje, gobe in tako naprej. In so po mnogih letih potem potrdili, da je čaga dejansko najmočnejši adaptogen, ki so ga obravnavali. Pri tej raziskavi je sodelovalo 1200 znanstvenikov, opravili so okoli 3000 študij in raziskave, torej rezultati teh raziskav so bili 40 let ruska državna skrivnost. So pa zaukazali uživanje ekstrakta čage, torej vodilnim politikom, znanstvenikom, astronautom, vrhunskim športnikom, olimpionikom, zato da so vzdrževali maksimalno psihofizično kondicijo. Zanimivo, no? Ampak danes smo na tem, da se deli vso to znanje. Mene so gobe kar navduševale. Bom zdaj zelo iskrena. Najprej sem gledala na njih tako, gobe. Ampak povem pa tudi to, enkrat sem pa so noro gobo probala. In kad sem videla, kakšen ima to efekt, sem rekla, okej, gobe, nekaj, kar je z narave, vidim, da zelo majhna količina ima zelo velik efekt. In to me je seveda vodilo k temu, da sem raziskovala še več. In z gobam so si ljudje že, odkar pomnimo, odkar obstajajo teksti in zapisi, pomagali do nekega optimalnega znanja. Seveda, v naši civilizaciji to šele zdaj prihaja na dan in kot rečeno, jaz sem zasledila ogromno člankov, jaz sem namreč kar mnogo let raziskovala zlasti tole sibirsko čago zaradi nekih svojih lastnih zdravstvenih strahov. A vi ste imeli strah? Tako. Strah. Nič še sicer ni bilo, ampak strah že kar pele v to, ne? Zelo močne strahove sem imela zaradi tega, ker nekateri rezultati zdravniški so bili nekako mejni oziroma so bili kar malo napačni. In takrat sem jaz rekla najprej, predno se začnem popolnoma strašiti oziroma zdraviti, dajmo mi kakšno drugo novost probati oziroma videti, če se kaj najde. Ampak a ni zanimivo, da človek zmeri najde najboljše stvari takrat, ko ima lastno izkušnjo? No, tako je, ja. In takrat sem jaz pač šla na internet in ko sem klikala na tiste moje ključne besede, se mi je pokazala čaga mushroom kot dar bogov, kot ne vem, čudežna goba, ne vem kaj še vse. Potem sem raziskovala dalje, kaj sploh čaga je. Hotela sem imeti iz Rusije, ker sem zaupala, da je to prava stvar. Potem sem iskala seveda izdelek, ki bi lahko bil iz čage. Našla sem ta vodni ekstrakt. In potem je seveda trajalo kar
2 leti, da smo dobili dovoljenje od Ministrstva za zdravje, da se je lahko ta vodni ekstrakt začel uradno tržiti v lekarnah v Sloveniji. Zanimivo. Ja. Zanimivo. Ja. Dolga pot in dolga zgodba se mi zdi nadvse zanimiva. To bi lahko dokumentarc posnel, glede na to, da je bilo toliko časa. Ne? Ja, gledajte, o Čagi je ogromno informacij. Jaz sem zasledila izjemno velikih strokovnih člankov, ki so bili objavljeni v znanih strokovnih literaturah in so obravnavali recimo in vitro teste, se pravi laboratorijske teste, teste na živalih, konkretno, da sestavine v Čagi ovirajo tumorske celice, ovirajo melanomske celice, ovirajo razne zločeste celice, pri čemer pa obvarujejo zdrave celice, kar je zelo pomembno. Ja. Boste vi tako zelo prijazni in tudi za naše gledalce in gledalke pripravili en članek, ki ga bomo mi lahko objavili na www.klepetobkavi.si. Z veseljem. Imate že pripravljen marsikaj, ne? Seveda. Tako da, evo, že jutri boste lahko prebrali kaj več, glede na to, da Klepet ob kavi želi biti del te zgodbe, zgodbe o razkritju, kajti nadvse podpiramo ravno to, da je hrana naše zdravilo in naše zdravilo. Hrana je tista, ki jo najdemo v naravni. Čaga dejansko pomaga telesu, da se samo pozdravi. Se pravi, se mi zdi, da je to ta pravi način. Kar je zanimivo, Čaga, se pravi vodni ekstrakt čage se uporablja tudi v kremah. V Rusiji boste našli nebroj nekih izdelkov, ki so za brisanje gubic, za uravnavanje težav z nogami, za sklepe in tako naprej. Se pravi, ne gre samo za uživanje na znotraj, ampak tudi na zunaj. Kakor zunaj, tako znotraj, so rekli. Tako. Super. Najlepša hvala za tale klepet. Lepo in prosim. z veseljem smo takole skupaj spoznali tudi sibirsko čago, kot ste slišali že jutri na www.klepetobkavi.si. En tak zanimiv članek, kjer boste lahko izvedeli še več, sicer pa že danes zanimivi testi in zanimive novice ravno na tej omenjeni spletni strani. Ostanite v naši družbi tudi na nadaljevanju. Najlepša hvala in naj vam Prosim lepo. Dobar je, super, odlično.